Dobro došli na Ocvirki podcast. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gostje Ocvirki. Srečno novo leto vam želimo, čeprav je bila že ena epizoda po novem letu izdana, ampak mi je bila posneta pred novim letom. Tako da, fajn se imejte letos, pa ne vem, imate kakve cilje, kako je pa tvoje mnenje o novoletnih zaobljubah? Mislim, mnenje, si jih je tega prakticiral. Jaz mislim, da je to drugač lahko dobro izhodišče, da ti nekaj spremeniš pri sebi. Ampak ne sme ostati sam pri besedah, ne? Ker ti že s tem, ko nekaj poveš, da boš naredil, se že malo boljš počutiš in pa v bistvu lahko sam govoriš, pa se malo boljš počutiš, sam nisi pa v bistvu še nič naredil. Tako da mislim, da je to zelo dober lahko kot motivacija, ne bi pa zdaj s tem pretiraval. Ali pa ful dober tudi, ko odlašaš isto, ko si zastaviš nek rok oziroma nek termin, ne? Recimo v ponedeljek pa ne jem več sladkorja, naprimer, ne? Ali pa nekaj takega. Ali pa, ko si se mogel recimo učiti, je bilo tako, da ob 6 začnemo učiti, ne? Ko bo 18 nič. Ja. In pa je bilo 5-6 in zdaj ne moram jaz nadiha, ne moram počakati. Ali da bo 15, ali ne moram na 5-6. Ja. To je recimo bilo vse pri meni kar pogosto. Nikoli ni popoln čas, da nekaj narediš, ne? To je bilo pri meni kar pogosto, drugače pa, ne vem, po eni strani je pa kar zna biti pressure. Ne, kaj boš pa ti zdaj naredil na novo. A ja, iz strani družbe ali kaj? Ja, ali pa mislim, nasplošno tudi kar vidiš, no vse to je zdaj bila v bistvu tematika, ki sem jih hotel pa načeti, socialna omrežja. Takoj, sam nekaj še. Ja, no dej. Da se mi zdi, da je to full fine motivacija, lahko tudi novo leto, ne? Sam veliko ljudi se spravi, pa pač niso konsistentni. To je nek tak klišej, da ful imajo ljudje za nov let, kaj bojo zdaj naredili s svojim življenjem, predvsem neka taka čist je hujšanje. Ja, definitivno. Pa pač pa ne ustrajajo, ne. Tako da mislim, da je ful dober kot motivator, kot ti da občutek, da je zdaj čas za nek nov začetek, ker je novo leto, ne. Lahko bi si pa tudi sam čez leto umetno ustvaril neke nove začetke, ja, veš. Pač neke datume, ne vem, tudi svoj rojsten dan si lahko zbereš na tak način ali pa nekaj takega. Jaz se po eni strani strinjam, po drugi se pa ful ne strinjam s tem, ker mislim, da je boljš, da ti ne iščeš specifičnega datuma za neko tako stvar, ampak se odločiš, zdaj bom čim prej. Da pač kar v momentu narediš. To je ena stvar. Ta druga stvar, ki se mi pa zdi zelo pomembna, je pa tudi to, da ti se zdaj ne preveč obremeniš s tem, ampak da najprej delaš to, da pač se prikažeš, to show up, ne? Fajn sem prevedel tole, se prikažeš. V glavnem, karkoli si zadaš, da boš naredil recimo nek nov hobi ali pa neko novo rutino ali pa nečemu se odpoveš, da to je zdaj, ni nujno, da zdaj vse, da zdaj narediš ekstrem iz 0 do 100, spremeniš za 100% nekaj, ampak na začetku že dovolj to, da pač sam probaš. Pa tudi če fejlaš, probaš pa recimo pač pomalo. Se mi zdi zelo pogosto, tudi se zgodi z ljudmi, ki pač hočejo biti bolj telesno aktivni in pa se zgodi, da se pač 14 dni ubijajo in pač to ni fun, ne. Da hočejo iti v čim krajšem času od 0 do 100. Tako. In pa vso motivacijo zgubijo, ne. Mislim, matraš se, ni zabav, niti fajn, recimo, če se odločiš, da boš laufal ali pa šel v fitness ali pač no karkoli. In pa grejo res na hard, da ti za 14 dni in pa si res adijo. Ja, mislil sem dodati sam, da mogoče se nismo čisto zastopila, ko sem mislil, da imaš več novih začetkov, pa da si jih umetno ustvariš. Ja. Nisem s tem mislil na to, da ti zdaj odlašaš z stvarmi pa cilji, ko si jih zastavil, da pač rečeš, tako si dal primer, v ponedeljek bom pa to začel, ampak da zato, ko veš, da imaš več datumov v letu, ko predstavljajo priložnost za nov začetek, da ti je tisto, kar hočeš trenutno doseči, da imaš večjo motivacijo, da jo zrihtaš do tistega novega začetka, ki je naslednji. Da si daš deadline, da bi si... Ja, tako da imaš neke deadline. Ne deadline. Deadline, ja, bolj na to. Vse nisem tak, ampak to sem nekaj poslušal zelo zadnje cajte, pa sem to hotel. Tako da ja, ti si pa hotel nekaj o socialnih omrežjih. Mislim, jaz bi nasplošno, zdaj lahko ful veliko o tem debatiramo, se mi zdi.
ampak mogoče zdaj, ko so bili tudi ti časi, pa tu smo zdaj dobro začeli s to temo, v bistvu, da si že tak je bil to iti moment. Kako se lahko počutiš v bistvu pressured, kako moraš zdaj ti preživljati? Ne mislim zdaj specifično novoletne, ampak zdaj recimo bilo to od neke praznike oziroma kako mora biti in si lahko še bolj depresiven zaradi tega. Čeprav imaš načeloma čisto redo življenje, če hočeš, ne, ampak zdaj, ker vidiš ti, kako bi mogli biti, se te to še toliko bolj dotakne. Teda mogoče zdaj, kakšno na to temo, kakšno si imel ti izkušnjo, mogoče kako se srečuješ s tem, si imel sploh ta feeling ali zelo dobro obvladuješ to? Se pravi, da misliš, hočeš povedati, da socialna omrežja oziroma vsebine, ko jih tam gledamo, da ful pričakovanja postavljajo, kako bi mi mogli med drugim, se vesti v svojem življenju. Ja, okay. Recimo gledaš, mislim, na nekem manjšem skelu, ko še ni bilo socialnih omrežij, to mi je zelo prvo padlo na pamet, pa si bil pač otrok, pa si gledal sam doma, pa si tako imel predstavo Božiča, da mora pač prvo doma tudi biti toliko daril, pa take stvari. Že ta medij je recimo neke predstave, kaj šele zdaj, ko pa dejansko ljudje, ko jih poznaš, objavljajo stvari, ampak mislim, da bi bilo nefair reči, da nisem žrtev tega, zaradi tega, ker si že podzavestno, po mojem... Ne moreš se izognati, ne? Res težko, sploh če si velik. Mislim, več ko si na socialnih, več boš imel s tem težav, verjetno. Sam siguren imaš, mogoče je pri meni pressure, da moraš nekaj iz sebe narediti, zato ko vidiš toliko ljudi, ko jim to uspeva, pa mogoče vse fake, sploh ne veš, ne? To je mogoče en tak primer. Kaj pa ti? To si me zdaj prosto spomnil, da reč na Post Malone, ko on je recimo, ne specifično na Post Malone, ampak pač, ko imaš te raperske official videe, kjer je večina stvari najetih, nič ni njihovo, sploh pri teh, ki so manjše. Ko imaš te luksuzne avtomobile, pa vile, pa bazene in pač v bistvu nič od njih, oni so res majste niti komada sam naredil, ne, vse najel. Meni se zdi, se vidi, da sem zdaj bistveno manj obremenjen s tem, no še vse, sploh če se zavedaš tega. Bolj je problem, če se ne zavedaš, pa da to uporabljaš na splošno tak, da v bistvu tlačiš neke občutke v sebe, pa da se ne zavedaš tega, da v bistvu je, da ljudje uporabljajo, recimo, če hočeš Instagram, sam da prikažejo neke dobre stvari, ne vidijo pa vsega skupaj, kar je v zadnje. In pa recimo, ko imajo pogled, to je to čist neka mind-blowing zadeva. Je zavedanje res pol rešitve tu, ne? Oziroma večina rešitve. Ja. Sam da se zavedaš, da mogoče sploh ni res, kar vidiš prvo kot prvo. Pa da tudi, če je res, to ni tvoje življenje, kar ti tam gledaš. In mogoče res se je brez veze primerjati s tem, ko se sploh ne aplicira na tvoje življenje smiselno, tista situacija, ko jo pač gledaš, ne vem. Ali pa nekdo, vidiš nekega fitnesserja, pa kako postavo ima, pa takoj, da bi ti tudi mogel imeti tako postavo, ne veš pa, da je mogoče ta oseba behind the scenes totalno depresivna, ker nič dobrega ne sme pojesti, čist pač social life. Psihič pretelovati bi pač ne. Ne veš, kaj se res dogaja v zadnje, ne. Ja, marsikdaj se mi zdi, da ko si to recimo omenil specifično za nekoga, ki ima dobro postavo, če hočeš, pa je to zdaj res nek ekstrem, koliko se v bistvu njegovo življenje vrti v glavnem samo okrog tega, pa koliko se on odreka, ne, to pa ni nikjer pa prikazano načeloma, se ne pravim zdaj za vse, ampak ti, ki so recimo res. Sploh, če nekaj prodajajo, ker se mi zdi, da pol pa res ne smeš pokazati, koliko odrekanja pa časa lahko vzame, sploh nekaj tako, ko je fitness industrija, ne. Pa to mi je bilo ful fajn, ko si rekel, da vsi postajo sam, kak je fajn. Je v glavnem, pač ne. Zelo redko boš videl nekega content creatorja. Čeprav se mi zdi, da v zadnjem cajtu, ker ljudje so se začeli malo bolj zavedati tega, ne? Ker se veliko o tem govori, sploh če te zanima, hitro najdeš vsebine, ko govorijo o takih stvareh, ko mi dva zdaj govorimo, da je več
ustvarjalcev vsebin, ki pač dajo neko vsebino ven, da povejo kao the ugly truth, ali kako bi rekel, ali pa da ni to zdaj vse, kako se že reče, da se ne cedita samo med in mleko. Okay. Ja, zdaj, če se, tako smo prej že rekla, zdaj, če se ti dobro tega zavedeš, pa se mi zdi, to ni tak problem sploh. Ne? Če pa ne, pa da se dejansko pol ukvarjaš s tem ali pa z nekimi trendi, ne? To je pa res tako pol ena taka črna luknja, ki te lahko posrka noter, pa si lahko žrtev tega zelo hiter. In kar se tiče počutja in če hočeš nekega vpliva. Me je tudi zanimivo, kako se pol prikazuje, recimo, ful mi je dober, ko se grejo neko dieto oziroma prodajajo nek prehranski dodatek ali pa če hočeš že proteine, ne? Je ful dober ti, da boš shujšo, moraš nekaj pojesti. Kva? Ne, pojesti, a veš. Isto se mi zdi, to je zdaj, ni zdaj tako vezan na social media, ampak isto recimo za zdravila, ne? Ko se pač v glavnem imamo narejeno za zdravstvo tak, da ti neke simptome potlačiš oziroma jih omejiš oziroma jih zakriješ, ne izključiš pa glavnega izroka, ki povzroča neko bolezen. Ne? Sam velikrat so ljudje v ta glavni problem, da se to dogaja, zaradi tega, ker hočemo iti po liniji najmanjšega odpora in v skoraj vseh primerih je ful lažji sam mal pomagati, olajšati težavo, ko pa dejanski vzrok pa da bi težave izkoreniniti. Ful je bilo zanimivo, ko je enkrat je bil en post od nekoga, ki pač daje neke te fitness osebine in je pač naredil. Cel video se vrtel zelo dolgo o tem, kakor da bi hotel nek supplement prodati, pa v njem našteval vse dobre lastnosti, ne vem, boljši metabolizem, boljša prebava, boljše počutje, več energije, več mišične mase, tak, ne vem, ful dolg video, res me zanimalo, kaj na koncu, ne, tako da me je fajn huknul, pa na koncu je pa tak, je bil pa ta ni bil call to action, ampak da bi nekaj kupil, ampak je kao rekel, da lahko se to narediš samo pol ure, na dan moraš kao exercisati. Da ni nič prodal, v bistvu je sam pač povedal, in zdaj, če bi nekdo recimo uspel narediti tableto, ki bi imela vse učinke pol ure exercisati na dan, zdaj mogoče si razmišljujem, ampak pač no, da bi kao verjetno zaslužil več kot marsikdo. Link to my fitness program in my bio. Tega je sploh velike. Pač sej ni zdaj je to toliko narobe, no. Se pač, da se ljudje s tem preživljajo. Ne, se to nisem rekel. Veliko je pa ljudi, ko po mojem, sploh v tej industriji, ko se sam pretvarjajo, da so eksperti. Za tiste, ki poslušate, smo zdaj dvignala roke. Hot in the act. Ja. Allah elaboritaš, kaj si malo bolj mislil s tem? Ja, da imaš nekoga v fitness industriji, ko pač ful trdi, da je strokovnjak na svojem področju, pa ful širi, ne vem, slabe informacije. Ja, dezinformacije. Tega je kar nekaj. No. A veš slučajno, kdo je Jernej Ogrin? Ja. Meni je on full fun. To je ta, ki dela reklame za Lidl tudi. Ja, veš, da vem, ja. Jaz še nisem od njega videl dezinformacije. Nisem še videl nekaj, ko se ne bi strinjal, pa zelo fajn predstavi. No. Mislim, smo se v tem tak, no zdaj shout-out Jernej. Ja, shout-out, ja bomo polinkala. Tako, ampak mislim, smo se že to menili, ne, kakorkoli. Enkrat smo se vozili, pa si kazal posnetke. Tako, ampak on je imel najprej, se mi zdi, jaz ga ne zdaj spremljam, kakor vidim pač reklame, oglavno pa če mi vrže kakve vsebine. V glavnem se mi zdi, da je ful najprej delo na tem, da bi hotel izobraziti, ko z glavo skozi zid, pa se začel pa norce z tega delati. In pač kakor začel mime delati. Ja. Sej, ljudje... Da dokončam stavek, kakor je začel mime delati, je postal bolj prepoznaven, pa več ljudi ga začeli spremljati. Večinoma nočijo ljudje nekih ful resnih informacij. Ful je dober, ko uporablja te stavke, ki jih ljudje, ko jih vidi, da ljudje piše, pa ko jih mogoče kdo njemu komentira. Ja. Sploh glede teh dodatkov prehranskih se mi zdi res. Je se žal, po mojem, še zmeri večina ljudi, ko konzumira, ne vem, TikToke, ni
niso tam zato, da bi zrasli pa si izboljšali življenje, ampak so zato tam, ker doom scrollajo. Večina, dajmo reči večina. Ja, sem rekel Si večina. rekel večina. In da bo dost prej nekaj, ko je entertaining, jih pritegnal, ko pa nekaj, ko je informativno, pa je pač prikrita informativnost v tem entertaining videu. Ne? Ja, katerakoli vsebina, ki jo narediš za social media, mora biti entertaining. Ne? Ja. Pa res je žalostno, če pol se začneš ukvarjati s tem, kakšna vsebina mora biti, da boš gledalca obdržal, pa bolj, ko se ukvarjaš s tem, bolj je to... Bolj postaješ, Grozno. kar gledalec hoče, ne Ja, pa to kar tudi, ti ja. hočeš. To tudi, ja. No, ampak nasplošno, ko vidiš recimo že koliko enih drežljajev moraš dati noter, pa koliko na hitro se morajo menjati, pa kao se mora biti noter, pa muska, pa tekst, da folk bere zraven, pa huk na začetku, ne, to so pol vse take stvari, na katere treba biti pozorno, ampak ti res krade pozornost, ful, ne? Pa koliko te leti v neko tako luknjico padeš. V glavnem, prej smo začela z neko socialno primerjavo, da se ti primerjaš z drugimi. Pa se mislim, da sem tudi videl ene par storij ljudi, ki so govorili o tem, da o tem specifično zdaj decembra, da pač so se slabo počutili, ker so vedeli, kako imajo drugi. In že to se je tak precej dober realization, da pač vidiš, ampak itak ne veš, kaj je vse v zadnji, pa doska tam, kjer je denar, pa neka druga stvar manjka, no. Ja, to je bila ena študija v enem afriški vasici, mislim, da v 90-ih, ki je imela, ne vem sicer, zdaj bom probal poiskati študijo, pa je pač dato opis, če bom najdel, da so z nekimi metrikami merili, koliko je tam prebivalstvo srečno. In oni so imeli ta nek indeks sreče res ful nadpovprečen, ne? Pol so pa, to je bila pa pač dolga študija, večletna, ali pa so se sam vrnali nazaj čez pač neki let, ampak kakorkoli, oni so pol isto študijo v istem kraju naredili še potem, ko so vsi ti prebivalci večinoma že imeli pametne telefone. In je ta indeks sreče brutalno padel. Sam zato, ker so oni videli, kaj imajo drugi po svetu. Ja. Prej pa tega niso vedeli, ne? In so se lahko primerjali samo med sabo, pa ni bilo tistega skoraj malo FOMO-ta, ne? Pač fear of missing out, da te je strah, ker nekdo je naredil ali pa ima, ti pa nimaš, ne? A je ful grdo, če pač tukaj rečeš, da ti skar ne veš, ne boli. Ni grdo. Veš, kaj mislim? Ja, vse je tak, ne. Da, to mislim zdaj tudi nasplošno, ker če gledaš, ali pa doskrat čujemo, ja, včasih nismo imeli nič od tega, pa smo se imeli ful lepo, ja. Glih, se ne rečem, da je zdaj enostavno, ne? Niti približno, tudi ne bi se v to debato spuščal, ampak sam to, da kako je že to, če je glava nora, cel telo trpi, veš, v tem kontekstu. Te pač, če ne veš, da ti nekaj manjka, ne može biti zaradi tega nesrečen, ne? Zdaj nekaj pa je, ker recimo ne bi pa to zdaj povezal direktno z vplivom social media, ker tam pa recimo je pa problem to, da ti ne veš, da imajo pa tudi slabe stvari se jim dogajajo. Da si pa bombardiran sam za pozitivnimi, ja, veš. To ne bi dal jaz zdaj v isti koš. Ti bi dal v isti koš. Mislim, jaz bi dal, da sta obe dve te stvari del problema social media. Ja, to je tak. Ampak recimo pri nekomu, ki je manj razvit, če hočeš. V kakem smislu? Da neka vas ni razvita, no. Ja, pač da dosti stvari ne vejo in jih nimajo in pač, če ne veš... Ja. Tako se reko, če ne veš, ne boli na koncu. Nimaš konteksta, nimaš primerjave. Saj nekdo tudi, ko ne ve, da obstajajo neke procesirane stvari, tako so čipsi pa čokolade, pa ne vem, ko lahko brutalno uživa v kuhanem krompirju posoljeno, naprimer. Ali pa če jih že sam nimaš ful dolg cajta, ne? Ja, da sploh ne veš, kaj imaš v bistvu na koncu. Da je isto, ko si razvadiš brbončice, si možgane razvadiš na nek način. A veš, kaj mislim? Ja, točno vem, kaj misliš. In ti overwhelmaš svoje možgane z enim hormonom, ki se mu reče, kako to boš ti prevedel, ko jaz. Dopamin. Tako. V glavnem, in ti toliko dopamina
Še en Vsa... piflar moment. Ti toliko dopamina v vsaki tej interakciji z recimo TikTok videom fašaš v glavo, da ti navadne stvari pač niso več zanimive, niti približne, da je mogo ti pa neko knjigo brati ali pa imeti nek običajen pogovor, je to čist lame. Pol na koncu. Ampak to moram povedati, ker je ful zanimiv, pa ful ti tak odpre oči, zakaj se pol tako slabo počutiš lahko potem. Po čem? Potem, ko ti velik dvig dopamina dobiš. Ta dopaminski sistem tak deluje, če si predstavljaš gladino vode, naprimer, ne? In recimo, da ti pač direktno po gladini plavaš. In recimo, da se pač dvigneš nad gladino. Ali pa pač tako bi se... A ti si pod gladino zdaj plaval? Mislim, ti si direkt na nivoju. To je nek baseline, ki ga imaš. In to je tvoj baseline dopamina, naprimer. In zdaj se ti ful zaženeš, pa se dvigneš nad gladino in se za ta nivo ti dopamin dvigne. Naprimer, da si doživel... Dopamin je sicer bolj molekula pričakovanja. Se pravi, da ti si želiš, da bi se nekaj zgodilo in zaradi tega se ti ful dopamin dvigne. Zdaj pa, če se tista stvar ne bo zgodila, ti bo dopamin sorazmerno, toliko si se ti dvignil iz vode, boš šel zdaj ti pod vodo. In tist crash bo sorazmeren z tem, kako je bilo tvoje pričakovanje. In bolj, ko si nekaj želel, pa se ni zgodilo, hujš se boš počutil. In te mini stvari se na nekem mikronivoju skozi dogajajo, ko ti scrollaš. Zato, ker ti iščeš tisto stvar, imaš pričakovanje po tistem videu, ki ti bo mal dvignil dopamin, in če ga ne dobiš, skozi mal pada, ne, nazaj, pa končno dobiš, pa se spet ful dvigne, pa greš naprej, pa ekran video, pa spet ful pada. In je tako, bi skozi eno mašino zaganjal, pa ugašal do nedogled in na koncu si sam zombi, v bistvu, če pač ti to skozi delaš. Ne. Ker si čisto razvališ. Ja, sam čakaš na to, v bistvu. Ekstrem primer tega so pa droge, naprimer. Naprimer, kokain ful dvigne dopamin pa in sorazmerno pol pade, ko te spustine. A si imel kdaj drugače ta moment, si bil kdaj, ne bi zdaj rekel, da sem bil za svoj, ampak jaz sem sigurno imel momente, ko sem imel recimo neke 3 appe recimo in pol ful searchaš med njimi. Ne bom zdaj rekel neko tako vsebino, ampak da si iskal nek fiks, pač no. Se pravi, pa tukaj nisem da pa sem šel na drugo, tako instantno. Pa si imel nek cilj sploh? Ne. Ti si sam nekaj si mogel delati. Takrat je bilo, recimo, ne vem, mislim, da sem nekaj čakal. Ampak recimo, to so spravo, a veš, lahko bi šel karkoli druga delati, ne? Karkoli druga delati. Sem bil doma še sam, ampak imel sem nekaj pol ure za obiti ali nekaj, to si zdaj malo razmišljal. Ampak je bilo tako, da sem direkt to, ko si razlagal, sem iskal ta nek ta nek dopaminski obližek. In pol tukaj ga nisem, sem šel tako v drug app, pa veš. Nekaj, ko bo upravičil to tvoje pričakovanje. In pol, kar nisem, sem bil tak exhausted, ali kaj, ne vem, na to foro. Kaj te res utrudite to, ne? Res so naštudirali našo to je prav cookbook neurokemijo, čist pač. No, zdaj bi se še malo vrnil na to, da ko si je tisto afriško vasico omenil, ne? Mislim, na to. Gledal sem, ne vem, točno ne vem, ali je bil podcast ali bi YouTube video, nekaj od tega, bila veš, spet konzumiramo. Ampak bilo je na to foro, da vsi govorijo, da Cook so, ne zdaj specifično rich people bad, ampak je bilo to, da je Elon Musk monster ali pa, ne vem, lastnik Apple ali pa pač ti tehnološki giganti, ne, da so to zdaj ful zlobni ljudje, pa da nam hoče slabo, ne. Je pa druga perspektiva še vsem to, da so to posamezniki, ki so bili zelo curious, ne zdaj nasplošno, verjetno samo, da so hoteli do čim več zaslužka prijeti, ne, kar itak tudi so sigurno, ne, neka obsedenost. Ampak tudi to, da so zdaj neko novo tehnologijo iznajdli in jih je to še vsem tul gnali, da imamo zaradi tega zdaj, če hočeš tudi neke presežke, vsega, ne bom rekel vsega, ampak veliko dobrin, vsebin tudi. In pač recimo njih ne bi bilo
ni nujno, da bi se razvili tako, kot se zdaj razvija. Ne? Ker recimo zdaj svet, tudi če gledaš sploh tehnološko, se mi zdi, da smo zdaj od 2005 ali pa 2010, se mi zdi, da je bil zdaj tak ogromen eksponentni skok, kar se tiče razvoja. Najbrž, ko je internet se pojavil. Ja. Od razvoja interneta naprej, ampak če gledaš recimo, kako so telefoni, recimo, kako je prišel enkrat touchscreen ven, pa da je prišlo to v komercialno rabo, kak skok je bil. Samo ko je pa AI prišel, pa še bolj eksponentno. Pa še hitreje, šlo gor, ne. Je to pa šlo zdaj v parih letih, no, mislim parih letih, za komercialno rabo. Ja. Zdaj ne mislim za one, ki se ful ukvarjajo s tem, ampak da recimo mama od nekoga uporablja ChatGPT. Pač, a si hotel povedati, da ni glavni driver pri takih, ki dosegajo neke ful absurdno velike stvari, pač ni pohlep, a ne? Tudi to pa, da pač mogoče jim še vseeno bi lahko kako zaslugo na ta račun pripisali, da so res neki inovatorji na svoj račun. Ne. In tako vsaka tehnologija ali pa vsaka revolucija prinesla tudi slabe stvari. Ali pa mislim, ko zdaj smo, telefoni so slabi, to sem zdaj ful tako pospešil, ampak recimo, če primeraš, verjetno je bilo zelo podobno mišljenje, ko je Edison žarnico dal skupaj, to sem zdaj tako povedal. Če že Muska vzameš, to je znanstvena fantastika, pač naprimer, samo vozeči avti pa kolonije na Marsu, naprimer. Sicer tega še ni naredil, ampak jaz sem to mislil, da vsaka inovacija ima slabe stvari in je nevarna, ali pa itak, ali pa recimo koliko hiše je mogli zgoreti, ko se je začela elektrika napeljevati v stavbah. Recimo verjetno ogromen, po moje. Ne za da justify, ampak če se ne bi to zgodilo, verjetno še zdaj ne bi imeli elektrike v hišah, ne? Pa zdaj se sploh ne predstavljam, kako bi to izgledalo. Ne? Kaj pa si, kaj misliš drugače o avtonomni vožnji? Se pravi, da se avti sami vozijo. Jaz mislim, sigurno nas to čaka, ampak po mojem celoten sistem takrat pač čist nekaj drugega, pač to bo bolj luksus, da imaš ti svoj avto, da bo to neki zaužitek. Isto se mi zdi, da je podobno zdaj z menjalniki že najprej, odročnih avtomatskim. Mislim, da moraš custom naročiti ročni menjalnik, če hočeš nov avto kupiti. Da ni avtomatik. Ja, itak, da so še pa moje. Vem, ampak moraš pač izrecno zahtevati, da ne dobiš avtomatika. To sicer prvi čujem, vsaj pri Škodi je tak. Aha, pri Škodi je tak. Že ne vem. Prva stvar glede avtomobilske je že tudi to, da so začeli ful manjše mašine delati, ne? Sploh evropski trg. Mi zdi, da je to začel zelo imeti, zato imaš zdaj ful velik 1.0 mašin z turbinami, ne, da pa tudi avto sploh kam gre, ne? Ampak po moje, to, kar si me pravi vprašal, jaz mislim, da nas to slejko prej čaka, ampak bo način prevoza čist neki druga, bo to bolj avtomatsko, vse da boš ti recimo na nekem appu si poklical avto, pa not povedal, kaj rabiš, pa do kam rabiš šit, pa ti splače recimo, pa te pa prišel iskat, naprimer, po nekih tirnicah, po luftu, ne vem. Jaz mislim, da to predstavlja lahko ful veliko grožnjo, kar se z vidika kibernetske varnosti, pač avtonomna vožnja, ampak vseeno misli, pač da pa kdo to hackne, take sisteme. Da bi kdo atentat naredil s tem. Ampak vseeno sem za to, da se nujno čim več prometa avtomatizira. Ker mislim, da še vseeno tako absurdno število ljudi v prometnih nesrečah umre, da če ne druga, začnemo s tem, da gre ves tovorni promet na avtomatizacijo. Ne? Ker če imaš ti promet, kjer so vsa vozila med seboj povezana, pač so teoretično lahko manjše. Ne bo brez napak, ampak neprimerljivo manj napak, ko pa jih ima človeški ne? Pa pijanci, pa zadrogirani ljudje, pa nenaspani ljudje, vsega tega se losaš z računalnikom. Ne? Jaz sicer pa lahko imaš ta etična vprašanja, kaj bo pač Jaz se glis ne mislim, kaj pa službe, ne? Ali kaj si mislil? Tudi ja. Aha, ampak to se že itak dogaja, odkar tehnologija obstaja, da se ustvarjajo in novi poklici in eni propadejo, neki se pač morajo zamenjati poklici, veš kaj mislim. Ti si mislil, da ne vem, šoferji ostanejo brez poklicov. Ja. Ampak jaz mislil pa bolj to, da imaš lahko to dilemo, kaj zdaj, če prije avtonomno vozilo, ki ima voznika noter v situacijo,
ko se mora odločiti, a bo zapeljal na stran ceste, pa bo voznik utrpel poškodbo, ali Imaš pa neko pač moralno. zbil neko osebo na cesti. Ja, Jaz sem se tle nimaš voznika, ali? ja imaš, A imaš? mi se še vedno vozimo. V to mislim pa klasično. To so potniki pa. Ja, A ja. To ne štekam zdaj čist. Ja, recimo Tesla V glavnem, pelje, zdaj ne. mislim, da to zdaj ni važno, ti imaš v glavnem postavljaš, da ima reči neko, etično dilemo. tako je, Ali pa neko moralno moralno. vprašanje Ja. imaš pa tu, ki ga rešuje umetna inteligenca, neka inteligenca, ki ne izvira iz človeka, ne, kako se bo pa odločila. Ja. Ja, ampak to sem bral, kaj en zgodovinar pravi, da če prije do take situacije, oni, ki bojo delali te avte, bojo sigurno pogruntali način, da se bojo odvezali od te odgovornosti. Ja, sigurno. In naprimer, da bi lahko bil primer, da ko boš ti kupoval avto, boš lahko se odločil, a boš kupil altruist avto ali egoist avto. In egoist avto bo tebe rešil v taki situaciji, altruist pa ne bo tebe rešil. A miš, da ne bo neka višja, kako bi to rekel, nek višji nadzor, ki bo v tem, to ne vem, če bo zdaj čisto vseeno posamezniku, to pa moj tako del CPP. Ne vem, kaj bo, ampak ne glede Jaz na mislim, to... da bo to ti zdaj tule podpiš, da boš to, da si seznanjen s tem, Ja, ker ja. takle bo, ne. Ja, ja. Tako imaš zdaj, če si del prometa, pač ko je, ne vem, rdeča luca, moraš ostaviti, da je že biš kazen. Ampak mislim, da karkoli bo, je full manj minusov kot plusov. No. Kar iz vidika Zelo pozitivno. človeških življenj. Kaj pa nasplošno, glede v vozilih, zdaj, ko smo že glih to, Ja. ker zdaj nekaj časa še bojo fosilna goriva, ne? Kaj pa, kaj se zgodi, ko tega zmanjka, recimo. Čeprav velik del proračuna, to zdaj niso čisto preverjene informacije, ampak je velik del proračuna, ki ga je imel Volkswagen v letu 2023-2024 za električno vozilo, ga je preusmeril nazaj v fosilna. Veš mogoče zakaj? Ali ne veš? Ne vem. Jaz bi prvo sklepal, da Nisem se so toliko. videli, da in potrošniki in infrastruktura prepočasi sledijo temu trendu prehoda, Ja, infrastruktura na, definitivno, prehoda ja. na elektriko. Pa tudi energijske potrebe, če grejo vsi na elektriko, so ful velike. In mislim, da dokler ni še alternativnih virov energije v smislu, da se malo bolj, kako bi rekel, začne devati prednost pa poskuse spet jedrske energiji, ki je ful dober vir lahka energije, ne? Ja. Pa se je sam nekako vse to zabremzal pa ustrašil zaradi takih nesreč, kot je Černobil ali pa kaj je bila Fukushima. In da dokler ne bo še nekaj takega, pa da bo infrastruktura zadosti dobra, pa še velik stvar je odpad, ne, kak bomo s baterijami. To je že zdaj problema, ne? Ja. Čeprav Tesla kao sicer jih kao vse baterije reciklira, ampak jaz ne vem, če lahko ti 100% celo baterijo recikliraš. Ne vem, nimam zdaj znanja o tem, ampak ja. A ti bi imel električno avto drugače? Kakšni so tvoji zadržki? Jaz bi imel električen avto, če bi imel pač sončno elektrarno doma. Kar jo mi na primer imamo, ampak To je tudi zanimivo, če bi kdo podal komentar, ki je lastnik električnega avtomobila, kako izgleda to funkcionalno v praksi. Ne? Ja. Ker sem zadnje, ko sem šel nekam z električnim avtom, to je toliko enega planiranja še pa zaradi tega, pa toliko enega dela. Mislim, ful dobro se da, recimo Tesla tudi to vse zračunajo, ampak ti pa ne moreš zračunati, če greš na neko daljšo pot, pa da ti on zračuna, ki moraš ti filat, zdaj pa ti prideš tja, pa sta tam dve polnilnice, pa sta obe zasedene. Ja, naprimer. Ja. To je to, ko smo v infrastrukturi govorili, da ne sledi temu trendu dovolj hitro. Ne. Sam jaz se nisem še toliko fejst v to poglabljal, kad ne rabiš. Ampak vsi, s katerimi sem se pogovarjal, ki imajo električne avtomobile, so same fajne stvari povedali, vsi, ko jih pa nimajo, pa same slabe. Ja, itak je. Meni se zdi, da zdaj, če bi se mogel sam odločiti zdaj, če me vprašaš, če bi bil zdaj
En del je itak to, ko si ti rekel, da imaš pač elektrarno doma, ne? Pa da lahko si to prevošiš pol. Drugi pogoj je pa, da se zdaj po mestu vozim, ne? Tisti pa moj top. Da nimaš takih dolgih razdalj. Da nimaš dolgih razdalj, hiter si doma, pa verjetno v mestu, tema reč teoretično imaš mogoče več ponetko, pa nekje, če se voziš zdaj po nekih hribih ali pa v neki vasi, ne? Ja. Jaz sicer poznam ene, ko imajo 2 Tesli, pa smo se menili malo, pa kar dosti pač potujejo z avtom, da zaenkrat še niso imeli nobenih težav, kar se tiče long distance travela. Sem to je lahko zelo situacijsko, zelo odvisno od posameznika, kak je pripravljen planirati. Veš, ko enim je že to prevelik napor za možgane, da se bojo mogli s tem ukvarjati. Da bojo mogli tok face planirati, kak se voziti, pa filati, pa tak naprej, ne. Im že to smrdi. Ja, verjam, a veš, če ti je to zdaj res, to je res eno veliko dodatno breme, če nimaš tim, recimo zdaj, če ti benzina zmanjka, imaš tule, veš, 5 minut stran imaš benzinsko, še manj po moje, ne, pa ne eno. Če ti pa, mislim, ne vem koliko je recimo zdaj petrol založen z polnicami za električne avte, ne. Nekatere vem, da imajo enih par, ampak ne vem, se pravi, jaz takrat, ko smo izkušnjo, sicer to že 5 let nazaj, ne 5 let, nekaj cajta nazaj, no, je bilo kar nadležen. Pa zgubili smo pol nekaj 2 ure pa pol, da smo še nafilali za celo pot. Pa. Omejen si ful tudi s kilometri. Eni se to tudi ful sekirajo, da se ti bo užgal, da se ti bo baterija zakurla. Ali pa druga stvar, da se ti bo takle, ko je zdaj mrzlo, ko je minus 10-15 stopinj, da ti bo baterija šla, ne? Tako. Da ti bo baterija šla, da bo temperaturni šoki, ne? So kar... Ampak jaz mislim, da tako pa druge stvari bojo tudi električni avti vedno boljši. No. Ja, sigurno. Mislim, če se bo zdaj že v zadnjih 15 letih je to tak napredek na tem področju. Imaš kaj specifičnega v mislih? Ali na splošno, koliko zdržijo? Tesla v mislih, zato ko sem nekaj case studije za faks, pa to tudi delo. Okay. Ampak oni imajo tudi range kar velike, ne? Mislim, da ima ampak itak ti zaračunajo long range verzije, pa tak, tam mislim, da 500 do 600 km lahko narediš pa z enim polnjenjem. To je v bistvu en tank, recimo, tak povprečen. Sam pa imaš verjetno, so ful bolj občutljivi na pogoje, to, ko smo se premenili, ne? Najverjetneje. Jo. Jaz sem zdaj še malo vrnil na psihofizične učinke socialnih omrežij. Se bomo rezali. Zapeljala tja. Ja. Ampak takle, ko je mrzlo, bomo mogla pohiteti pa brez sport moda. Tako, brez sport moda. Si da geč pri sebi videl kakve učinke psihofizične, da kak si se splošno počutil, ne zdaj sam, če bi bil recimo depresivno ali pa kaj, ampak še kaj druga poleg uporabe. Kot posledica uporabe socialnih omrežij. Sploh glede na to, da zdaj pač glede na to, da sama urejama več ali manj pač kar rabima, ne? Pa da, mislim, da še vsem to področje ful zanimivo, ampak še vsem ti ful enega cajta presediš, pa se ukvarjaš s tem. Zdaj pa me zanima, se znaš recimo tudi odklopiti čisto tega, ker jaz vam ful mi je težko, recimo, če nimaš dosti vsebin, pa da moraš zdaj ful to planirati, pa ful razmišljati o tem, kako boš zdaj to skupaj dal. Se mi zdi to ful men gre na mentalne energije, pa na splošno enega planiranja, sploh če ne veš točno, kam imaš od materijala, pa da moraš zdaj neke vsebine, da moraš dostaviti. How to? Se pravi, zdaj se osredotočamo na posledice uporabe socialnih omrežij kot konsumer ali kot poster ali kot oboje. Kot poster najprej, okay. Pa še kot consumer. Okay. Kot to, da objavljaš, zdaj specifično pri tem podcastu se je dal kar hitro sistematizirati, ker moraš ti pač reciklirati, kar imaš. Ne? Tukaj je malo, ker ti ni treba nekega norega researcha, razen kaj je splošno fajn za algoritem delati. Ne? Ful bolj je pa recimo, ker sem pač začel zdaj pred kakim mesecem objavljati tudi z TikTok profila bolj glasbene vsebine, pa coverje. Tam
moraš pa ti content, pač si prvo zadat, kaj je vsebina, ko jo boš ustvaril, ne? In če ti hočeš vedeti, kaj so dobre stvari, ki jih moraš ustvariti, moraš biti tudi tisti, ki konzumira vsebine, da sploh veš, kaj je trenutno aktualno, pa kaj deluje. Ok, definitivno. In sem iz tega vidika bil prisiljen pač malo posrčati, pa poskrolati, pa sem kar hiter, pa se lahko uloviš v past, ne? Da pa kar konsumaš vesela, ja. Ampak drugač ne moreš, mislim, sem z pač urodji umetne inteligence tudi si pomagal, kaj so zdaj trendi pa to, ampak vse ni tako otipljivo, ko pa če greš sam raziskat, pa da vidiš, pa dobiš ideje, pa ne vem. Tudi mislim, da nekdo, ko YouTube videe ustvarja, verjetno veliko YouTube videe gleda, ne. Razen nekdo, ko je že res zelo laufan, da točno ve, kam funkcionira. Ja. Da že kot editor v prvem smislu, ne. Ne vem, zdaj gre toliko enih. Ja, sorry, to je še samo ena posledica, da se hiter padem na to past, ko dobivaš engagement, lajke pa komentarje, da moraš pogledati, kaj je bilo, pač kdo je po lajku, pa kaj je čist irelevantno, ampak mene že, vse to imajo po barvah, pa vseeno študiram, po mojem, meni je že a veš ko te lahko iritira, če ti kaže, da imaš nekaj neodprtih sporočil. No, na isto foro je meni to, da moram odpreti zaradi tega, ker hočem, da mi ne kaže tega tam, ampak to je čist naštudirano, ziher. Ja, itak, sigurno, ja. Vsa ta obvestila so. A imaš drugače pri sebi na telefonu nastavljen, da dobivaš obvestila? Pa ti prikazuje, ali ne? Za vse, kar je možno, imamo ugasnjeno, razen za tiste aplikacije, ko so komunikacijske narave. Se pravi Messenger, na primer. Aha, to že imaš. Ja, to nimam ugasnjeno. Aha. Zdaj pa iPhone je tako lažje, ker imaš ono tipko na strani, kada veš, da ti vse ugasne, ampak ti še vse notification ti pa pošilja, ne? Ja, dobivaš jih v ozadju, ja. Ker sem recimo tak narejen, da načeloma ne dobivam nobenih, lahko si prevošim, v bistvu, da ne dobivam nobenih notificationov, razen klice pa SMS, to sem imel zelo dolgo, da sem imel res sam to. Posme pa, ko sem začel recimo tiš čas, ko sem pač delal, oziroma ko sem bil vezan na neko službo, sem imel pa še maile takoj, pa Teamse takoj, ne. Je tam pač pol šprical, sporočile se strani, pa sem pol to ugasno. Zdaj pa mislim, da imam ne vem, če njem isto nazaj, pa imam pa še nastavljen po noč to, kako se to reče, ta sleep. Ja, način za spanje. Tako, tako posledsko način za sleep, ne, ni sleep mode. Sleep mode, v glavnem, da si nastaviš, da res v bistvu ničesar ne dobivaš. Jaz vsakmu priporočam, da si ne ugasne vse, kar si lahko od obvestil. Sam se vidi, da se večina ljudi sploh ne ukvarja s tem. Ampak vsak ding je nepotreben klater za možgane, pa še ena priložnost, da boš ti mogoče ostal na telefonu, ne? Če boš nekaj kliknil. Recimo jaz sem že po mojem milionkrat, zdaj sem že obupal, moje mami od 24 ur sporočila ugasno na telefonu. Meni je še bolj dobro, ko imaš reklame, si to omene. Ko imaš reklame na Facebooku, ne? Ja. In pol, če ti klikneš to reklamo, ne? Ja. Boh ne di, da naročiš kaj od njih, pa da daš svoj mail noter, ne? Jaz sem teh kar nekaj. Čeprav pri starejših bolj vidim vzorc, da je največji problem, ko so na Chromu ali pa na nekom brskalniku, pa grejo na neke spletne strani, pa dovolijo obveščanje. To pa res. Ti pa zgleda tako, da je nekdo hackno, ja, to je... Ja. To smo imeli primere, ko smo se še s tem ukvarjali, da so klicali, da je klicala ena stranka čisto bupana. Zdaj so jih pa, ne, da se je vedela, da se bo to zgodilo. Je imela pa samo od Chroma neko, direkt to, ko si razlagal. Ampak je res manj, da pisali, da je dobila nek virus tam. Neki na to fora je bilo. In pol greš ti v nastavitve in daš izklop obvestila brskalnika Chrome. Koliko ste pa to naredil? Ja, ne vem.
Ja. No, sam se verjamem, če se zdaj ne ukvarjaš s tem, pa če nisi s tem zrasel, tako smo mi zrasli, ne moreš vedeti. To je zdaj res toliko, ful so fajn, recimo telefoni, ko babica dobi telefon, super mobilna bo, povezala se bo, pa te klice bo imela s kolegicami, odlično, ampak je pa toliko spet enih, ne bi rekel, nevarnosti ali pa nekih takih skritih stvari, ko nam pretijo, tako zelo enostavno za izkoristiti nekoga, ko ne pozna. Ja, najbolj ranljivi so tista skupina, ko vsaj malo znajo delati s telefonom. Da so tudi najbolj ranljiva skupina. Ja, da znajo, pač, ker ne vem, če boš imel ti neko babico, ko bo imela pametni telefon, mogoče niti ne bo znala druga narediti, ko pa to, kar si poklical, kako naj pokliče nekoga, ali pa kako naj SMS napiše. Zakaj je ona bolj ranljiva, če druga tako ne zna? Ona je manj ranljiva. Ona je manj ranljiva. Najbolj ranljivi so pravim Oni v zato sredini, oni, ali ko kaj? malo znajo, ko vsaj znajo uporabljati, ne vem, Facebook ali pa Google, niso pa zrasli z tem, tako naša generacija, Kot je to samo umevno. da niti ne znajo pač prepoznati skema, ne. Pa že kmalu bomo prišli tako daleč, da jih tudi mi bomo zelo težko prepoznali, ne. No, zato, ko si to zdaj omenil, že to, kar je zgenerirano z umetno inteligenco, je že zdaj imam časih težave. Kaj še le bo, pač pa res, mislim, dolg časa je bilo tako, da res si točen videl, ne? Da je res slabo, zdaj pač dali bolj, no vse to že vsi vemo, ampak vseeno. Kako si pa prilagodil, recimo, oziroma na kaj ti paziš pri uporabi socialnih omrežij, ali kot consumer, ali pa kot producer v povezavi s spanjem? Aha. Zdaj vem, da ne... Editat ne smeš zvečer. Mislim, jaz itak imam tudi nastavljen tudi način za spanje, da se mi prižge, ne vem, mislim, da 1 uro pred spanjem ali nekaj taga. Sam to je tak, ni tak velika ovira, ne. Ti lahko še zmeri greš čez to. Tako, ne vem, jaz sem se bolj sam prisilil, da sem si navadil ustvaril, da ta zadnja stvar, preden grem spat, je, da berem. Ne pa, da sem na telefonu. Da bereš kaj knjigo prav? Da berem knjigo, ja. Kaj pa glede luči narediš, to ti pa ni problem. A ja, to pa je za en drug podcast. Ker ne bom mogel nehati govoriti o spanju. Bereš v temi, ko en krt. Ne, imam pač neko bralno lučko, ko jo daš na knjigo. Ali pa berem na bralniku, ko pa ne rabiš, ker tis pa ni blue screen, mislim, ni blue light v bistvu, ampak je backlight ne vem, koja je fora. Ok, torej ti se sami izogneš, kaj pa če bi mogel, recimo, kakšno vsebino, misli bi lahko kakorkoli vsebino pogojil, da pa ne bila toliko slaba. Ker recimo ti si lahko dost vsebino kuriraš, recimo, če si zelo pogosto uporabnik TikToka, to ljudje ne vedo, ti lahko vplivaš na algoritem tako, da pač iščeš vsebine, ki jih želiš, pa slediš ustvarjalcem, ki delajo tebi dobro vsebino, določen stvari lahko pa tudi zdaj na TikToku, če lahko zdaj prijaviš, kar na Instagramu mislim, da lahko narediš, je pa najboljše vsem, da greš sam čim hitreje mimo, zato je tak advice. Če nočeš nečesa videti, recimo pa hočeš recimo vsem prebrati, vsaj ustaviti, da se ne predvaja in ne kaunta, koliko časa si bil ti na neki objavi, ali pa sam čim hitreje čez, ne. Jaz sem imel nekaj časa to recimo, da mislim, da sem googlil nekaj za zobe, ali sem iskal zobo, ne vem, nekaj. In pol sem imel same te videe o zdravljenju teh root kanalov. Piškotke sprejel nekje. Neč nisem sprejel piškotke. V glavnem, pol sem 2 pogledal in pol sem imel teh zobozdravstvenih stvari, one neke videe, kako nekomu zobe šrave, me to grozno. Mislim, sam to je v redu orodje, da vidiš več stvari, ko jih hočeš videti, ampak ti še zmeri s tem delaš algoritmo informacijo, česa hočeš več in boš verjetno še več uporabljal TikTok, ne? Ko ga boš dobil v roke. No, pa zdaj, jaz sem zdaj to govorim, da ni nujno vse slabo. Zdaj ti tudi dobro vsebino konzumiraš, če se tega zavedaš, pa da lahko ti to, pač imaš vpliv na to načaloma, ne? Je pa zelo zanimivo tudi to, da ti kot ustvarjalec se verjetno tega zavedaš, ampak sicer algoritem so ljudje, ne, ampak še vsaj je bilo baje pred časom tak, da si ti nabiral neke subscribere in so ti subscriberi videli tvojo vsebino, medtem ko zdaj ni nujno. Je ta gatekeeper bolj algoritem.
na koncu. In res je težko predvidevati, se mi zdi, kaj bo. Ni nujno, da, veš kak je, ni nujno, da se jim boš pojavil, tudi če so subscribeni na For You page-u. Ja. Imaš pa ti še posebej page, kjer so pa samo videi od tistih, kjer si subscriben. No, ampak recimo zdaj, direkt moja izkušnja z YouTubeom, da rečemo 10 let nazaj, če si ti subscriber na nekoga, si pač takoj, ko da on video gor, ali pa če je imel neko dejavnost, ali pa neki objavil, ali pa je schedule neki, si bil o tem obveščen in si lahko to zdaj spremljal. Zdaj pa lahko to ugasneš. Pol je bil neki cajt to, da si je mogel subscribati, pa nek bell nastaviti za obvestila. Zdaj pa mislim, ne vem, če to še drži, ampak vmes je bilo obdobje, ko to ni nič več praktično štel. Si lahko prej videl vsebino nekoga, ki je plačal in želel, da pač čim več uporabnikov vidi to. Ne? Aha, ja. Ali pa ti je bolj random stvari metal, pa poskušal, ko boš zagrabil, če mogoče kaj drugega, kar je ni nujno zdaj bolj za njih, ampak nasplošno, da ti pač je bil bolj cilj dlje ostati na platformi, kukar pa karkoli druga. Ja. Je že to ena taka... Pa tudi YouTube in Instagram zdaj zelo premike delata na kratke vsebine. Da ti hoče takoj, ko ti odpreš aplikacijo, tisto stran prvo odpret, kjer so shorti. Ne? Tako je. Tudi YouTube, mislim, Instagram je zdaj nedolgo nazaj, kar mi sploh ni všeč, je bil en update, ko se je čist layout spremenil. Aha, ja. In veš, jaz nisem znal objaviti v tem času. Meni se zdi, da so točno zamenjali, da tam, ko si prej dal za DM-e, je zdaj plusek. Je zdaj za šorte. Za šorte. Da ti takoj greš v tisto gledanje noter. A ne, pač da te v bistvu navada, ko si odprej imel, te zdaj tepe, ne? Ja, da takoj da pet hiter konsumat. Ja. Predno prepozen, to pa je še sta FOMO. Ne vem, a si da že gledal, kdaj na računalniku šorte, ker to je meni full weird. Nikoli. Imam računalnik res tak narejen, da ni nobenih teh svinjari gor, pa nobenih obvestil, pa nobenih oglasov. Da to pa po mojem redko kdo. Da bi na računalniku, ker je že format ni 9.16, ja, ampak je 16.9. Če delaš ti v neki pisarni, to je zelo pogosto. Ja. Aha, ok. Ja. Razumem, ja. Ja. Ker imaš I have a computer. I am working. Working pa to, ne. Sploh, če imaš dva ekrana. Me je ful dobro, ker imaš montirano dva ekrana, ne, ali pa še več mogoče, pa eden je obvezno samo za YouTube. Ker dobra uporaba. Ne vem, no to je ena taka stvar, ko se mi zdela kar smešna. Ja. Bi pa še vsem poudaril, da ni pa zdaj social media, ni zdaj vse slabo. Jaz mislim, da če se tako smo zdaj že rekli, če si zdaj zavedaš tega, lahko marsikaj pozitivnega potegneš, pa lahko si izboljšaš tudi življenje, ni nujno, da zdaj vse sam slabo. Če pa zdaj sam slediš nekim trendom, brez da bi karkoli razmišljal o tem, je pa to pač lahko hiter težava. Hiter težava. Bom ponovil še enkrat stavek, ko smo ga, oziroma poved, ko smo zanč en short objavili, da smo pozabili, kako se dolgočasiti. Da moramo biti skozi zaposleni z nekim gledanjem nečesa na telefonu. Ne? Da greš zamudiš. Greš na WC, greš v vrsto nekam stati. Pa jaz so se ful povečale v zadnjih letih čakalne vrste za WC-je v restauracijah. Ja, verjamem. Jaz si tudi vzamem čas. Na eventih. Ja, to je kar nadežen, ja. Mislim, bi si mislil, ker pač se mi zdi, da se v bistvu sam medij spremenil še vseeno. Ok, itak smo zdaj vsi na tem, recimo, da pač kamorkoli greš, pol nekaj scrollaš pa to, ne? Ampak recimo prej je pač, ne vem, prej zdaj imaš recimo 10 detkov, ki čakajo na vlak, pa so vsak na svojem telefonu, prej pa 10 detkov, ko so pač vsak svoje zajtnega brali. Malo pretiravam. Ampak jaz mislim, da še vseeno so se več menili. No. Pa ni tak addicting vseeno, še vse neko branje. Ne? To je res to je res brain rot activity. Pa mogoče so imeli vsi iste cajtnge, pa so lahko debatirali. Zdaj ima pa vsak seb kurirano vsebino. In je v svojem svetu. To je boljš. To je boljš. Ja, seveda. To je boljš, ker imaš A si kaj o tem razmišljal, ko si to raziskoval,
Ja. Kar se tiče resničnosti informacij oziroma fact-checkanja ali pa, ne vem, kako bi še drugače Pa povedal. imaš kak primer, kaj točno misliš ali o čem? Je, da vidiš neke vsebine. TikTok je recimo postal sploh za Gen Z v bistvu search engine za informacije. Pač Gen Z ne bo šel na Google iskat neke informacije, kak naprimer neki how to, se pravi kak neki narediti, bo šel na TikTok pogledat, ne pa na YouTube ali pa na Google. Ne? Jaz sem toliko old school, da sem zato najkaj uporabljal nekaj časa. Ja, recimo za korono sem jaz ne vem, prednje je prišlo kak 24 ali pa kak slovenski medij, sem jaz iz najkega pač videl, kaj se dogaja, pa recimo tam imaš isto ljudi, ki pač lahko si tudi zmisliš, ker lahko zdaj ti objaviš čist karkoli gor, ampak recimo, če si videl, da se zdaj nekaj v določeni frekvenciji ponavlja, začneš pa mogoče lahko sumiti ali pa razmišljati o tem, kaj dejansko je, pa tam naprej razmišljaš, ampak ja. Fact checkanje po moje tek načeloma ni, zdaj, ko je pa še toliko AI-ja, je pa to toliko slabije, ne? Kak je pa z X-om oziroma bivšim Twitterjem? Je to pa platforma, ki mi je čist Meni tudi, neznana. ampak meni se zdi, da je tam bila ravno to fora, da je kao Elon hotel, da je vse po fact checkan, ampak lahko da se motim. Jaz ne vem, koliko je sploh zdaj X uporabljan dejansko. Ja. Jaz mislim, da je to malo zastarelo. Zelo je zdaj umrl, ko se je spremenil X. Ne? Meni se zdi, da ga zdaj Elon pač skuša izkoristiti kot nek, kako bi rekel, da bo iz tam uporabnike zvlekel na Grok, na njegov AI engine. Da Grok je pač tako chat. Ne? Meni se zdi, da je pač Twitter oziroma jih že par let tako, no. Ne vem, jaz, ko se s komorkoli pogovarjam, noben ne omeni več tega, no. Že full dolg. Se mi zdi, recimo, edino politika, recimo, no. To se mi zdi, da še je, pa da greš zaradi takih stvari, da recimo, kva še naš, vemo, kdo je bil zelo prisoten tam, ne, a veš. Ali pa tudi kak ameriški predsednik se najde tam gor. Pač oni recimo se mi zdi, da dosta uporabljajo to bolj kot medije v primerjavi zdaj, ko se to sploh ni, ne vem. Pa tudi Threadsi niso tako uspeli, se mi zdi. Sam za Threadsa jaz nisem imel nikoli feelinga, da bo, medtem ko Twitter je bil zelo popularen, ne. Pač so ljudje tudi služili, menda iz Twitterja. Sicer nisem se takrat že dolgo s tem ukvarjal, da bi lahko karkoli vedel o tem, ampak ja. Sam zdaj, ko imaš pa umetno inteligenco, pa deepfake, lahko imaš pa še full prej fake news, ne? Ja, tako je fake news. Pač to je lahko res orožje za manipulacijo. Mislim, že recimo kako uprizori umetna inteligenca neko naravno nesrečo, je nekaj, kar ne ločiš več, ne? In zdaj to bo hiter lahko uporabljeno ali pa se že uporablja kot orožje, če hočeš, ne. Sploh za dezinformacije, kaj se nekaj dogaja, pa da so nekoga zdaj, če bi hoteli, recimo bi lahko naredili to, kaj je zdaj bilo nedavno v medijih, ugrabitev enega predsednika ene države, ne bom zdaj se spuščal v tem, ker ni to, ne. Bi lahko recimo nekdo kamot zgeneriral video, pa moje, ne. Sicer ne vem, če bi šlo z politiko upravljanja nekega programa umetne inteligence skozi to, ne, ampak mislim, da to ne bi bil tak problem. Sploh, ker lahko ti zdaj dosti to sam generiraš, če se malo bolj poglobiš. To ne rabiš iti zdaj na neko platformo, ki je dostopna vsem. Pa zgeneriraš video. Zelo uporabno za neko hladno vojno tudi, naprimer, ne. Kjer so dezinformacije zelo velikega pomena. Kaj pa novice? Si kaj na splošno. Jaz prej, ko si me vprašal, kaj sem kaj naredil, kar se tiče socialnih omrežij, sem se spomnil na novice specifično. Za veliko ljudi so vir novic socialna omrežja, ne? Ampak jaz specifično novic ne gledam, pa tudi pač nikoli ne bom šel na 24 ur, res redko, če me bo neka stvar res specifično zanimala, ne? Skušam pač biti izobražen glede nekih splošnih stvari posredno prek, ne vem, ko čujem po radiju nekaj slučajno, ampak namenoma pa ne bom nikoli šel gledati novic, ker se mi zdi,
Da če se je nekaj tako pomembnega zgodilo, Bo da se itak mene prišlo do tebe, tiče, ja. mi bo en povedal. Bo nekako res, prišlo do mene. Ne? Jaz jemljem isto novice, pač tako malo. Zdaj, ko si omenil nek portal, ne, recimo 24 ur si omenil, jaz grem doskrat, jaz grem recimo parkrat na mesec sigurno pogledati, sploh če je kaj takega, ali da me, če ne druga, grem pogledati, na kakšen način so oni to zapakirali. Ker sem mislil, recimo, ko si rekel, recimo, ni nujno, da pa radio veliko bolj preverjen, šel sem zdaj spet odvisen mal, ker program. Ja. Ampak je spet tako še vse in tak papir oziroma neka platforma, lahko ti karkoli gor napišeš. Nisem nikoli imel zdaj tega kot vir novic. Ponavadi se bolj zanešeš na neke vladne strani, če hočeš, ali pa kar je upravljeno strani države, čeprav to je spet tak, ne, lahko se spet zavaja, ne. Ja, si videl scary video, ko je ne vem koliko različnih kanalov za novice, pa vsi isti skript povejo. Aha, glede pa neke vsak po svoje specifične zapakirane. novice, ja. Ja, zaradi tega grem parkrat na mesec sigurno, ali pa recimo, če gledam napoved, grem pogledati in pač pogledam še kaj druga. Ampak načeloma pa ne vem, zdaj, ko si me vprašal, študiram, pa sploh ne vem, iz kje je meni novice. Ne. Ja, jaz tudi... Se mi pa zdi, recimo včasih, recimo 10 let nazaj bil Facebook bolj relevanten vir novic, zato ker je nekdo napisal, pa imel si pa moj ožji krog nekih ljudi gor, ko zdaj smo pa kar, ti lahko imaš kar vse ljudi iz sveta, ne? Si prijatelj z njimi in pol vsak lahko nekaj napiše in zdaj, kaj je res. Ne vem, na Facebooku sem zdaj bolj tako, je bila ta bolj sicer od ust do ust, ampak je recimo nekdo nekaj takega napisal, si lahko ti bolj to vzel. No. Se mi zdi, da se ni tak fejs zlorabljal tega, ali pa sem jaz si metal pesek v oči. No, meni je Facebook zmeraj bil zelo zlorabljen. Odvisen zdaj kano, ne vem zdaj, če bi ti dal nek tak primer. Itak problemi, ki jih imamo zdaj v moji starosti, pa kakaj sem v srednji šoli, to je z neki vrtaki budlasti. Veš, s kakimi stvarmi smo se takrat ukvarjali, kdo je s kom kaj, ali pa, veš, mislim, sedli, ne? Sedli, pač no. Z drugim strani se ukvarjaš takrat. In recimo za take stvari je to super. Ja. Ne, nisi se ukvarjal s politiko, načeloma zelo malo bilo takih. Poznal par takih, ki so se, ampak ja. Poznaš Perplexity drugače? Ja. To je umetna inteligenca, pač ampak kot brskalnik, ki bi naj to glavni namen bil, da preverjene informacije podaja. Da podaja preverjene informacije, res. Ja. Aha, torej ne sam črta, ker recimo... Perplexity, ja. Nisem se toliko to spustil, ker se načeloma dosti rad sam googlam, pa doskrat ali link enot namečem čato, pa da mi naredi povzetek. Ali pa zahtevam, da mi da zraven avtorja letnico, da lahko pa sam preveriš, če je kaj takega, ne? Ampak še vsem, po moje, jaz dosti uporabljam za sebe kot brskalnik še vsem čata. Ja, jaz tudi veliko uporabljam. Predvsem izhajam iz tega, da je pač on itak črpa informacije na internetu, na internetu, ki tako vsega dovolj še vsem, ampak zdaj, če lahko ti sam preveriš, pa to je načeloma ok. Še vsem, moš pa to imati tako malo z kančkom soli. Ja, zmeri. Zmeri moraš malo dvomiti. Zmeri moraš... Pa zmeri več moraš dvomiti. A ja, to zdaj misliš na splošno. Ja. Ja, ne vem. Mislim pa, da je še boljš, da čim bolj omejiš, kolikor je možno omejiš interakcijo z vsebinami, o katerih bi se potencialno lahko spraševal, če moraš o njih dvomiti ali ne. Da se in the first place sploh ne srečaš s temi informacijami. Jaz tudi mislim, da ne. Je to vse to, da se pač sekiraš, da jakej ne bo šlo mimo tebe. Pa v bistvu, če bi dal vse to stran, še vse en. Ja. Več bi lahko normalno funkcioniral, pa moje. Ja. Kakšne imaš pa ti plane zdaj za novo leto, si kaj posebej? To s tem smo začeli, mogoče s tem tudi počasi zaključno zanima, če si imel kakšne, a si zadal kakšne novoletne za obljube oziroma... Nisem še sploh o tem razmišljal. Sam pač naprej sem živel isto življenje, nisem niti se počutil, kot da imam neke počitnice, ker mi je tak...
Ne vem, tako delaš neke stvari, ki so delo, pa so ti hkrati, ti je to zanimivo, pa fajn, skozi neki pa delaš, pa razmišljaš o tem. Find something that you Ampak- love and let it ja. kill you. Sam bom pa naredil zelo eno zadevo, ki se ji reče past year review. Se pravi, da narediš pregled prejšnjega leta. Ja, tako je. Za to, da, Preteklega leta. tako, Ja, da na sorry. podlagi tega načrtuješ naslednje leto. In ful všeč mi je, kako to naredi Tim Ferriss. Fanboy. On je zelo fan načela 80-20 ali Paretovega pravila in to je, da približno 20% vzrokov povzroči 80% posledic. Naprimer, najbolj splošen primer tega mi je, da tisti, ko tole poslušajo, najverjetneje 80% časa nosijo 20% oblačil, ki jih imajo v omari. Malce tukaj sicer obrne, ampak princip isto velja. In on naredi 80-20 analizo preteklega leta. Ok, how to? In naprimer se vpraša, kaj je 20% ljudi, ki so mi v prejšnjem letu 80% veselja prinesli. A kateri v bistvu? Ja, kateri okej. so, ja. Ja, ok. In takoj, ko to identificira, kire osebe to so, za naslednje leto splanira več časa z njimi. Pol, kaj je 20% dejavnosti ali pa stvari, s katerimi sem se ukvarjal v prejšnjem letu, ki so mi prinesle 80% ali rezultatov finančnih, ali sreče, ali osebne rasti. In ko jih identificiraš, sam pač več tega v naslednjem letu. Ne? Na katere aspekte pa pol se obrneš vse, oziroma katere aspekte analiziraš? Zdaj si omenil nek družbeni krok, naprimer, ne? Kaj pa je še takega, oziroma imaš kako checklisto varianta, oziroma kako se bo šlo do tega? Jaz sem lani to prvič delal, pa sem naredil samo za osebe, pa stvari, ki sem jih delal. Okay. Pa mi je bilo to dovolj, ker se mi zdi, da je to oboje tako velik del življenja. Sploh za osebe mi je bilo ful dobro, ker v bistvu si na tak način narediš, če si predstavljaš, narediš dve črte, tako bi naredil tabelo z dvema blokoma in pa na eni strani narediš plus, na drugi pa minus. To sem še pozabil povedati. Na minus strani pa pišeš 20% stvari, ko so ti 80% škode naredile. Ali čustvene, ali pač vse razumeš, kaj mislim povedati. In da tistim stvarem se moraš pa ti izogibati zdaj v tem letu. Čim manj, ja. Okay. Tako da zelo se mi zdi preprosta stvar, ki ti bo vzela približno pol ure, pa lahko ima ful dobre rezultate. No. Edino ne štekam sam še čist, a ti narediš pa za vsako osebo oziroma situacijo, potem ta blok, ali to nasplošno za vse, kar naštepaš noter? Glih kar iščem, ki ima to napisano. Ok. No sej ni se lahko v bistvu krtko, mislim, če se spomniš. Zdaj na pamet se ne spomnim, ker sem to delal lani, letos pa še nisem. Ampak bom pa poiskal, ker se mi zdi, da je to zelo fajna stvar za začetek leta, za kogarkoli. Ja, a še imaš ti kaj o socialnih omrežjih? Ne, jaz sem sam mislil reči, jaz bi uvid nimam, bi pa bilo mogoče sam splošno priporočilo, da gledalcem, poslušalcem, da probate več proizvajati vsebine, kakor jo pa uporabljate. Oziroma konzumirate. Tako, ja, hotel sem se izogniti. Ja, se vem, kako bi rekel. Consume and produce. Ja, pridelaš in porabljaš. Porabljate vsebine. Potrošnik vsebine, ali kva, ne vem. Ja. To je meni že čuden. Potrošnik pa whatever. V glavnem to, pa da se mogoče, da imate neko ločnico od tega, kaj je dejansko prikazano, da se ne ukvarjate preveč z ideali, ki so prikazani, to, da ni realnost, ampak bolj kot ne fikcija. Tako. Zapom, da si najde, ker nije več pametnega. Da ne vzamete za sveto tega, kar pač tam vidiš. Ne? Ja, tako je. Si najde mogoče že? Bom. Aha, ok.
V glavnem to, kaj pa še kaj drugega. A ja, pa da se da vseeno uživati v teh platformah in da si jih lahko sami kurirate. Kako se pa ti zdi, ti drugi ljudje okoli tebe, da pač uporabljajo socialna omrežja, a kaj razmišljajo na tak način, ko smo mi dva zele, a se ti zdi, da je zelo pogosto, da smo zelo pasivni glede uporabe tega? Jaz mislim, da imam 3 ali pa 4 skupine ljudi, ki sem jih zdaj, nisem se zdaj preveč s tem ukvarjal, ampak še vseeno. Eni so, ampak teh je manj, ki razmišljajo na podoben način kot jaz, pa ti najverjetneje, ne, se pač tega zavedajo. Pol so ti, ki jih sploh nič ne zanima, pa tudi to mi je tudi čudno, dovolijo vse piškotke, pa jim je čisto redo, če se jim posod sledi na vsakem koraku, pa sprejme vse pogoje, pa to, ko jaz pa doskrat tudi kako spletno stran zaprem ali pa pač če nekaj iščem. Nemeri so vse, da sam pač res konsumer in pol so slabe vole, ko pač se ne počutijo dobro. Tretja bi bila pa ni nujno zdaj generacija, ampak dejva reči, ljudje, ki pač so se čist izognali temu, ker pač ne rabijo socialnih omrežij in imajo recimo, ne vem, imajo Messenger od Facebooka samo zato, da pač komunicirajo z ljudmi, da imajo kako grupo, potem pa ne vem, SMS-e, klice in to je to od social media in se pač čist loče od tega. To. Se strinjam. Ta sredinski se mi zdi, so najbolj našpukajo še vseeno. Mislim, sredinski jaz njih zdaj dal kot druge zapored, da se pač tega ne zavedajo in pač sam sledijo, pa scrollajo dumlesli. Tako. Predvsem ljudje, ki so preobremenjeni, se mi zdi, so to, pa pač je to neki shod. To sem tudi jaz drugač. Če si se kdaj, čeprav ti si se mi zdi dobro distanciral tega, ampak jaz sem eno obdobje tudi, ko pač bi mogel iti spat, pa scrollaš zato, ker se ti zdi, da dobiš s tem nek čas nazaj, ki ti je bil na nek način ukraden. In pač tako da ne bom rekel payback, ampak se ti zdi pač tako, da boš nadoknadil s tem nekim, čeprav v bistvu si sam škoduješ, to je zdaj spet tako dobro, da se zavedaš in pa če se ti tega zavedaš, lahko to spremeniš, če imaš dovolj mentalne energije oziroma neke volje pa discipline. Vsako stvar, ko jo hočeš spremeniti, se je moraš prvo zavedati, ne? Če ne, tako nimaš niti osnove za spremembo. Za neko spremembo, ja. Jaz sem zdaj tole našel. Ok. Tako da mogoče za zaključek podcasta podamo tale proces, kako lahko naredite. Jaz bom dal tudi link od bloga, ki ga je Tim Ferriss napisal o tem. Se pravi, da pozabiš novoletne zaobljube, ampak raje narediš pregled preteklega leta in se na podlagi tega odločaš v svojem življenju. Se pravi, vzame ti to zelo malo, približno pol ure, je meni vzel, mogoče malo več, kako minuto, zato ko pač večino časa vzame samo to, da moraš razmisliti dejansko. In ti vzameš en list ali pa beležko ali pa whatever, lahko tudi telefon, ampak mislim, da je boljše, če pišeš. Nekako so baje tudi neke povezave, da ko ti pišeš z roko, kognicija drugače dela, kot ti dejansko sam napišeš. Ja, tako. In narediš 2 stolpca, plus pa minus, ne? Pozitivno, negativno. In pol greš čez koledar prejšnjega leta. Okay. Na telefonu, na primer. Zdaj, to je ful relevantno za ljudi, ki ful uporabljate koledar, jaz osebno recimo ga, pa mislim, da že danes zelo težko funkcioniraš, če ga ne uporabljaš veliko. Ampak še vedno se mi zdi, da ni veliko ljudi, ko si bojo pa zdaj v koledar dal, da se morajo z nekom dobiti na večerji ali pa na pijači. Tisti, ki ne menedžajo svojega časa, čisto hotel to v angliški. Ja. Pač, če se ne ukvarjaš sploh tem, če imaš če si obremenjen sam to, da greš za 8 ur službo, ostalo pa pol si pred televizorjem, karkoli ti se pač pa se live zgodi. Ja. Ampak na ta način, če lahko greš čez koledar, najhitreje dobiš pregled, ko pa če boš zdaj ti nekaj po sporočilih brsko, če pa pač drugačne gre, pa lahko tudi na tak način. In potem za vsak teden, mesec ti napišeš v ta 2 stolpca ljudi,
pa dejavnosti, ki so imele nek pik pozitiven občutek za tebe, ne? Se pravi, da si pozitivna čustva začutil ali pa ful negativna. In na ta način z tem merilom pač razvrščaš v levo pa desno stran, plus pa minus, ne? Na tem, kako bi rekel, ni diagram, ampak Tabela, neka primerjalna tabela, rečem. In potem, ko to narediš, pogledaš to tabelo in se vprašaš, katerih 20% iz vsake strani je povzročilo meni največ rezultatov. Ali pozitivnih, ali pa negativnih. Pa jih pač obkrožiš, ne? In pa, ko pač ti to premisliš, pa tiste obkrožene pregledaš, si planiraš za to tekoče leto 2026, da boš delal več tega, pa manj tega, pa pač več časa preživel s temi ljudmi, pa manj s temi ljudmi. Pač drugače full simple, ampak jaz sem lani to naredil, pa mi je bilo full dobro. Full priporočam vsakmu. Sploh se mi zdi, da je dobro za ljudi. Da se, dobro, vem, študiral za kjerga, pa še ako za ljudi. da si ti osebe razdelaš, ker zelo velikrat smo prisiljeni vljudnostno v kakih toksičnih situacijah pa razmerjih za ljudmi ostajati, pa pač tukaj lahko pa hitro vidiš, da mogoče pa moraš s kom preživeti manj časa ali pa nič časa, pa z nekom preživeti ful več časa, ko si z njim preživel premalo časa. Ne? Tako da ja, bom po linku, pa naredite to, ker bo ful fajn. Ker je bilo meni tudi ful fajn. In to pomeni, da to velja za vse. A to je bilo pri meni? Ja, je bilo, ja. Pri tebi je bilo. Social media lava. Ja, odprto smel, ko sem iskal na enem pogovoru, kdaj sem ti to poslal. Bi ti mogel jaz spamati. Ja. Tako da, jaz sem Florianu to že enkrat poslal, pa ziher ni tega naredil. Glede na to. Ne vem, ne spomnim se to že let nazaj. Joj, dobre. Torej, če tega ne boste naredili, bojoj. Boma skrivaj ukradla vaše telefone, pa boma scrollala, da bomo vsakmu prilagodila algoritem tak, da bojo same lage babe. Čeprav to je na večini telefonov že. Tako da ne bomo kaj dosti naredila. Mogla bi prilagoditi, da je glih obratno, da je res. Da so same oblečene, pa ful v nekih polovih. Profesorce stare matematike. Tako. Stare profesorce matematike, tako. Oblečene v bundah, razlagajo kodne funkcije. Tudi tipov ne bo, bojo vsi oblečeni pa stari. Čas je za telepapa. Upava, da ste uživali v poslušanju in se vidimo naslednjo sredo. Slišimo. Tako. Hvala lepa in nasvidenje. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.